Prednosti nakupa, a ne. Seveda najbolj očitna prednost je nižja cena. Cena dosežena v prodajah, v prisilnih prodajah je praviloma nižja od tržnih vrednosti. Nekako v praksi zasledimo, da so te dosežene cene nižje nekje med 10 in pa 40% od ocenjene tržno vrednostjo. Vsak kupec, ki si bo pred nakupom ogledal samo cenitev, bo videl, da je cenilec v njej ocenil dve vrednosti, in sicer tako imenovano tržno ceno, torej kakršno bi ta nepremičnina imela, kadar bi se prodajala pod tržnimi pogoji, in pa oceni tudi likvidacijsko ceno. Likvidacijska cena pa pomeni, kakšno vrednost ta nepremičnina dosega v primeru, kadar je potrebno hitro in čim prej nemudoma prodati to nepremičnino. Zato se ji reče tudi likvidacijska cena, in ti vrednosti nekako med sabo se razlikujeta nekje 30 do 40% je likvidacijska cena oziroma ocena vrednosti nižja od tržno ocenjene vrednosti. Zakaj potem, vprašanje seveda se pojavlja, zakaj potem včasih na dražbah cene zrastejo oziroma so samo realizirane cene potem 10% od tržne vrednosti? Odgovor je preprost. Na dražbah sodeluje več dražiteljev, čas za odločitev med samim dražbenim korakom je relativno kratek, nastopi čustva, nekako nastopi neki moment tekmovanja med samimi dražitelji in lahko se potem cena dvigne tudi pod vplivom čustev ali pa neke tekmovalnosti med dvema oziroma več dražitelji. Tako da pomembno je, da kupec, ko se odloči pristopiti na posamezno dražbo, sam pri sebi postavi ceno, do katere bo dražil, do katere bo dvigal ceno, in ko cena zraste, bodisi zaradi njegovega ali pa draženja drugih dražiteljev, da tega dejansko odstopi, saj je očitno, da se je prej, ko je imel možnost treznega, mirnega razmisleka o ceni, pač odločil za neko ceno in ni potrebno, da to ceno dviguje zaradi vpliva čustev oziroma zaradi vpliva ali pa odločitev drugih dražiteljev. Tu so kupci, dražitelji pogostoma zavedeni z nekim lažnim občutkom. Aha, če pa on draži, če pa drug dražitelj draži, pa že ve, zakaj draži. Če je zanj vredna toliko, je potem tudi zame toliko vredna in potem pač lahko ponudim toliko ali pa še malenkost več, ker če on verjame v vrednost te nepremičnine, potem ni razloga, da tudi jaz ne bi verjel v vrednost te nepremičnine. Tako razmišljanje je pogosto napačno. Vsak kupac ima svoj razlog za nakup, nekdo rešuje lastni stanovanjski problem, nekdo kupuje nepremičnino z namenom investiranja. Mi teh dejanskih razlogov, motivov, vzgibov, ki vsakega dražitelja, kupca vodijo k njegovim nakupom oziroma udeležbi na dražbi, ne poznamo, zato se moramo ozreti nazaj, ozreti nase, kakšen je naš namen, kakšno ceno smo si postavili ob treznem razmisleku in kje je naša meja, in do tiste meje pač velja dražiti, v kolikor pa cena na dražbi gre preko te cene, pa po mojem mnenju ne velja vztrajati in se nekako ozirati na druge. Vsak ima svoj interes, vsak ima svojo zgodbo zadaj in pač naj pri tem tako ostane. Ena od pomembnih prednosti pri nakupu v javni dražbi je, da se bremena izbrišejo. V nekako splošni javnosti velja, da so nakupi v javnih dražbah nakupi bremen prostih nepremičnin. To sicer ni popolnoma res, ne drži v 100%, načeloma pa je temu tako. Katera bremena oziroma katera bremena vpisana v zemljiški knjigi se izbrišejo, bomo zelo natančno pojasnili v nadaljevanju. Prednost nakupa na javni dražbi je tudi v sami transparentnosti postopka. Vsi sklepi, ki so povezani z samo prodajo, sklepi sodišča, so seveda javno objavljeni, bodisi na Ajpesu, bodisi v izvršilnem spisu. Ti sklepi so javno dostopni in vsak interesent, kupec
lahko se seznani s temi pogoji. Torej, znani so, kakšne so izklicne cene, kakšne so varščine, kakšni so roki za vplačilo varščin in nenazadnje dražba je javna, nanjo se lahko po prijavi oziroma udeleži se lahko javne dražbe vsaka oseba in na njej pač prisostvuje, ne more pa seveda licitirati oziroma dražiti, v kolikor ni pravočasno na pravilen način in pravilni višini tudi plačal varščine. S tem, da je pomembna razlika, da prodaje v izvršilnih postopkih se izvršijo oziroma potekajo v elektronski obliki preko portala sodnih dražb. Vsak udeleženec dražbe, ki vplača varščino, dobi kodo in obvezno je potem, da se pač v času dražbe prijavi na samem portalu te dražbe. V trenutku prijave na dražbo dejansko ne veš, koliko ostalih dražiteljev se je prijavilo na dražbe, lahko se to seveda izkaže potem tokom samega draženja, nikakor pa ne veš, kdo je oseba, ki je tvoj sodražitelj, ker je njegova identifikacija zgolj skozi neko naključno kodo, ki v ničemer ne razkriva njegove identitete ali pa nakazuje, kdo bi to lahko bil. V stečaju zaenkrat dražbe še potekajo v fizični obliki, kar pomeni, da upravitelj razpiše dražbo v nekem prostoru ob določeni uri. Na dražbo kot dražitelji lahko pristopijo osebe, ki so vplačale pravočasno varščino na račun, ki je bil in v višini, ki je bil naveden v samem razpisu dražbe. Pač ob začetku dražbe upravitelj otvori dražbo, predstavi predmet dražbe, predstavi pravila draženja, nato začne se z licitiranjem. V samem razpisu dražbe je tudi naveden, kakšen je posamezni dražbeni korak, in ko pri licitiranju ostane samo še eden od dražiteljev, se tega razglasi za uspešnega dražitelja in povabi k sklenitvi prodajne pogodbe. Glede na opisano je v tem prodajnem postopku so pravila samega nakupa in pa roki so jasni. Kot rečeno, že v predhodnem segmentu praviloma prodajo opravlja namesto dejanskega lastnika neka tretja oseba, torej ne more priti do situacije, da si je lastnik premislil. Postopek prodaje je zelo strukturiran in predvidljiv, za razliko od prodaje na tržnem segmentu, ko v bistvu imamo neko oglaševano prodajo, potem pa interes, pa pogajanja, pa nikoli seveda kupec ne ve čisto točno, ali se bo prodajalec premislil, pa ne bo več prodal, ali pa morda celo prodal komu drugemu, niti ne veš, s koliko ostalimi interesenti oziroma potencialnimi kupci se tudi pogaja in kakšne ponudbe mu oni posredujejo. Prav tako pa seveda tudi prodajalec ne ve, ali bo kupec v nekem momentu odstopil od nakupa in se morda pogaja samo z namenom, da ceno čim bolj zniža, koliko pa do tega znižanja cene dejansko ne bo prišlo, pa tudi posledično do nakupa ne bo prišlo. Torej, prednost takega nakupa je, da tu ni nevarnosti, da bi se lastnik premislil in odstopil od namere, da zadevo proda. Glede stroškov, v prodajah javne dražbe so stroški vnaprej predvidljivi in določljivi, določeni so vedno notri v razpisih dražb oziroma v samih pogodbah, točno se ve, kdo je zavezan za plačilo davka, kdo je zavezan za plačilo stroškov sestave pogodbe. V teh primerih seveda ni stroškov posrednikov in pa tudi stroški potem notarskih overitev in tako naprej odpadejo, ker stroški notarskih overitev nadomeščajo sklepi sodišč. Pri samem prodaji, kot je bilo rečeno že večkrat, pravno formalno sicer prodajalec lastnik, ki je vpisan v zemljiško knjigo, prodajo pa opravljajo namesto njega druge osebe, kar pomeni, da pri takem postopku prodaje je bistveno manj vpletenih
čustev, seveda, če vzamem tista čustva, na katere smo omenili pri samem procesu draženja, ne sami javni dražbi. Tudi pogajanje je bistveno manj, v razpisu je točno določena najnižja izklicna cena. Ni možno, da bi nek kupec interesent prišel, ja, pridem do dražbo, ampak samo, če bo cena 10% nižja. Te možnosti organi, ki opravljajo prodajo, nimajo. Seveda v primeru neuspešne dražbe je dopusten možen ponovni razpis dražbe z nižjo ceno, ampak na to nižjo ceno seveda lahko, oziroma na to dražbo z nižjo ceno lahko pristopijo vsi interesenti, vsi morebitni držitelji, ne pa zgolj tisti, ki je že predhodno izrazil interes za nakup po nižji ceni. V moji praksi se je že večkrat zgodilo, da recimo na prvi dražbi, ko je bila postavljena izklicna cena, bom za primer povedal 100, ni prišel noben držitelj, kljub temu, da obstaja interes. V nadaljnji dražbi je bila cena znižana na 90, prijavili so se 4 držitelji, med sabo so na dražbi aktivno licitirali, cena je zrasla na 105. Kot posledica tega draženja med večjimi kupci. Kar pomeni, da seveda lahko prodajna vrednost take nepremičnine na kasnejši dražbi seveda zraste, mora biti celo nad ceno, kot bi bila možno izvršena, kot bi možno izvršiti nakup na predhodni, ukolikor bi se pač kupec tam pojavil oziroma bi tudi licitiral. Na nek način ni pogajanj, so pa tekmovanja, ukolikor dejanskega draženja pride.